Živijo in lepo pozdravljeni na analizi vaših izkušenj s cvetnimi esencami in pa analizi želja in potreb, ki ste jih izrazili glede tega, kje želite, da vas esence podprejo. Namreč zelo pridno ste izpolnili vprašalnik, ki sem vam ga poslala, vsem tistim, ki ste na moji mailing listi, mogoče tole gledate tudi tisti, ki še niste. Ampak za vse nekje velja enako in mislim, da do nekih večjih odstopanj, tudi če bi bil večji vzorec, ne bi prišlo. Tako da vas vabim, da prisluhnete temu, s čim vse se srečujete pri esencah, pri uporabi esenc in pa tudi tisti, ki še niste uporabljali esenc, da vidite, a se najdete v tem, kje vse potrebujete podporo in pomoč, in v naslednjih minutah bomo vse to pogledali. Za vas sem pripravila en tak lep PowerPoint, tako da boste lažje spremljali in videli z vsemi možnimi zadevami, mene boste pa slišali v ozadju. Tako da bom zdaj kar preklopila in se evo takoj vidimo. Takole, jaz sem vam poslala, se pravi, vprašalnik in 122 izpolnjenih vprašalnikov oziroma še kakšen več, ampak do trenutka, ko sem naredila analizo, jih je bilo 122 izpolnjenih. Kakšne so vaše izkušnje z esencami, če jih imate ali nimate? In potem sem vas glede na to, koliko vrst esenc ste že probali, razdelila na neuporabnike, se pravi, če še nimate izkušenj z esencami. Tisti, ki ste probali samo eno vrsto esenc, sem rekla, da so uporabniki. Tisti, ki ste probali 2 do 3 različne vrste esenc, ste napredni uporabniki, in tisti, ki ste preizkusili 4 do 5 različnih vrst esenc, ste izkušeni uporabniki. Tako da neuporabnikov vas je 39%, vsi ostali pa že imate izkušnje z esencami. In potem naslednja vprašanja, ki so sledila, so bila vezana tudi na izkušnje ob uporabi, pa bomo do tega kasneje prišli. Ampak tisto, kar je bilo zanimivo, je, da sem vas vprašala, kje želite, na katerih področjih želite, da vas esence podprejo. In teh področij je bilo naštetih v tem vprašalniku 18. Prvo presenečenje je bilo, da ste izbirali precej veliko področij, kar pomeni, da ko ste šli skozi vsa ta področja dela, kje bi želeli, da vas esence podprejo, vas je v povprečju oziroma ste v povprečju izbrali 7 področij. Nekateri so izbrali tudi skoraj vsa področja, nekateri mogoče samo 2 ali 3, ampak povprečje je bilo pa 7 od 18. To pomeni, da je kar veliko enega dela, veliko enih področij, kjer imate težave ali pa kjer bi želeli podporo, in to je ponavadi tisto, kjer se ljudje zmedejo, ko želijo naročiti esence. Ker ima veliko področij, ki bi jih rešili rešiti, in iščejo eno esenco, ki bi razrešila vsa ta področja. Pa to ne gre tako. In to, če je več področij, ki jih želite razrešiti, nekje povzroči, da ni več tiste prave jasnosti, ker je preveč vsega, in potem ali se ne lotite ničesar, ali vse nekaj na pol, in ne pride do tistih rezultatov, ki bi jih želeli. Zdaj, jaz sem razvrstila, kaj ste največ obkljukali oziroma kje, na katerih področjih je največ težav, in na prvem mestu je lastna vrednost in pa sprejemanje sebe. Se pravi, to je področje, kjer imate največ izzivov in kjer bi želeli največ podpore strani esenc, in nekako logično potem sledi na drugem mestu odprto za sprejemanje in obilje. Zdaj, naj vam namignem, da če imate slabo lastno vrednost, potem je po vsej verjetnosti tudi področje obilja tisto, ki vam predstavlja težave. Zato, ker če vi ne verjamete, da ste vredni, enostavno bo to prepričanje preprečevalo, da bi v vaše življenje pritekalo več tistega, česar si želite, Ker če jaz nisem vredna, da nekaj dobim, potem tudi, če bo to v mojem življenju, tega ne bom vzela, prepoznala, ker je pač to nekaj, česar jaz tako ali tako nisem vredna in ni zame. Tako da tukaj je že mogoče en tak zelo konkreten namig, v katero smer
lahko greste, se pravi, vaša prepričanja, ki so povezana z vašo lastno vrednostjo, in na temo prepričanj sem ravno v začetku januarja imela eno celodnevno delavnico in glede na to, da je to nekaj, kar vas večina potrebuje, bom naredila še kakšno delavnico na to temo, ker res je to obširno področje, naša prepričanja, kako razmišljamo, kako delamo, kakšen je ta odnos do sebe, kako sebe sprejemamo, to je najbolj pomembno za to, da sploh lahko vidimo, kaj se nam tudi v življenju lahko odpre, kje lahko sprejmemo, kaj lahko spustimo in tako naprej. In naslednja stvar, ki je tudi ravno tako povezana, ne, je, da želite bolj okrepiti intuicijo in pa svojo povezavo z višjim jazom. In naslednja za tem je odločnost in odločitve. Zdaj, če se mi ne zaupamo vase, če ne zaupamo v svoje ali sposobnosti ali v svojo intuicijo, če imamo občutek, da nismo povezani s svojo notranjostjo, potem bomo tudi veliko težje sprejemali odločitve. Tako da te dve področji sta pravzaprav kar dobro povezana. In potem so še ostala področja, ki jih lahko vidite tudi na ekranu. Potem naslednje, kar sem vas vprašala v vprašalniku, je, kaj želite v prostoru. Se pravi, čist v fizičnem prostoru, v fizični prostor se namreč da vnašati esence, da se vnašati vibracije. In ste označevali, kaj želite v bivalnem prostoru, pa kaj želite v delovnem prostoru, na približno enakih področjih. In zanimivo je, da najbolj bi si v svojem bivalnem prostoru želeli vnesti vibracije, ki povezujejo, se pravi, ki delajo na srčni povezanosti in harmoniji v odnosih. In pa na drugem mestu moč, pogum, odprava strahov in na tretjem angelska prisotnost. Se pravi, želite si več stvari, več podpore na področju odnosov, želite si bolj srčnega delovanja, to pa je področje čustev in čustvenega menedžmenta, o katerem veliko razlagam in govorim. In tudi na to temo delam delavnice oziroma predavanja, tako da lahko malo spremljate, kdaj bo naslednje. Letošnjem letu jih bo kar nekaj po različnih koncih Slovenije. In seveda, ker je srce zaprto, ker čustva niso pretočna, je ponavadi se pojavi tudi nek strah, kaj pa bo, če se to odpre, in bi si želeli pogum, da spregovorimo. Komunikacija je potem seveda s tem povezana, ne? Ali izražamo svoja čustva ali ne izražamo, to je odvisno od tega, imamo srce odprto ali ne. Tako da v bivalnem prostoru je tisto, kar vas podpira v odnosih, v tem, da želite imeti neko notranjo povezavo sami s sabo, pa verjetno ne znate do nje, ker če bi znali, bi verjetno to že rešili. Na delovnem mestu, v delovnem prostoru pa je pravzaprav na prvem mestu pristala, tako malo predvidljivo, glede na moje izkušnje, zaščita avre pred čustveno in mentalno energijo drugih ljudi. Se pravi, delovni prostor, ali je to služba, ali je to terapevtski prostor, tisti, ki hodite v službo, čutite in ste verjetno dovolj senzitivni, da občutite tudi vse tiste stresne vibracije, vse tisto živčnost, napetost, ki jo oddajajo vaši sodelavci, vaši nadrejeni kolektiv, v katerem ste. In seveda na delovnem mestu to potem ne more preveč pozitivno vplivati tudi na vašo učinkovitost, zato je potem del tega tudi seveda, da si želite energetsko očistiti prostor, pomiriti stres, živčnost in nervozo, ne, to so na prvih 3 mestih. Tako da vse to je seveda nekaj, rekla, kar je predvidljivo in normalno v današnjih dneh, ko je zelo veliko ene hektičnosti, ene nervoze, hitenja, vse mora biti takoj, številke, vse tisto, kar nekje goni našo ekonomijo, ne, in zato so potem vse te pritiski pristanejo verjetno pri vas oziroma tudi pri vaših ostalih sodelavcih in zaposlenih, ne. Tisto, kar je bilo meni zanimivo, je, da v bivalnem prostoru je moč, pogum ter odprava strahov pristala na drugem mestu, medtem ko v delovnem prostoru je šele 1, 2, 3,
na 4. mestu, a ne, oziroma na 5. mestu, tako da tukaj je, očitno se na delovnem prostoru vseeno bolj suvereno počutite, bolj močno, bolj zaupate vase kot pa doma, tam, kjer pride do intimnih odnosov, kjer se je treba tudi čustveno bolj odpreti. To vam govorim zato, da imate en občutek tega, kaj se dogaja tudi pri vas, ker, ste v teh številkah noter, če ste izpolnili vprašalnik. Tako da v domačem prostoru, recimo, če čisto konkretno predlagam, katere esence vas lahko podprejo in pomagajo. Pri, samih esencah, zdaj čisto na novo so Pure Vibration Sprays, se pravi spreji nekih čistih vibracij in, srčna povezanost, moč in pogum in pa angelska prisotnost so 3, esence, ki jih lahko vnašate v prostor in s katerimi lahko dvignete, vibracijo ravno na tistih področjih, ki ste jih označili, da bi jih želeli razrešiti. Pri Aurasomi pa sta 2 čudovita pomandra, ki pomagata, da se tudi te vibracije prečistijo oziroma da se dvignejo, in sicer koralni pomander je tisti, ki skrbi za povezanost. Zato, da smo v neki skupnosti, da se medsebojno odnosi uredijo, da nas podprejo v tej modrosti ljubezni, v teh odnosih, nekje na nivoju sakralne čakre, čustvenega telesa, tam, kjer je največ težav, in pa Lady Nada kot, mojstrica, ki pomaga, da se odpremo, brezpogojni ljubezni, sočutju in sprejemanju, kar pa je tudi v odnosih zelo pomembno, a ne. Tako da to so čisto konkretni predlogi za tisto, kjer imate največ težav. Na delovnem prostoru, se pravi, to je vaša služba ali pa terapevtski prostor, sta pa 2 esenci, eno so pozitivne vibracije, to je, ke vidite tele smeškote tukaj tudi, zraven, in pa zaščita avre. To je pa točno tisto, kar ste napisali, da bi želeli se zaščititi pred vdorom tujih, energij, mentalnih ali pa čustvenih svojih sodelavcev, a ne, in tudi če posprejate s tem svojo pisarno oziroma delovni prostor, je to na neki način tudi filter, ki vam pomaga, da določeni ljudje se začnejo ali drugače obnašati, ker se uskladijo s temi višjimi vibracijami oziroma jih te vibracije odbijajo. Tale avstralska esenca, Calm and Clear, je pa zelo fajn za jasnost misli, za, antistres, da tako rečem, in tudi za fokus. Potem je pa tukajle še tale rdeč pomander, ki je pa zelo, zelo fajn za tista področja, kjer je dosti negativne energije, ker ta, rdeča barva namreč zaščiti pred vdori negativne energije. Pa naj bojo to tudi sevanja, a ne, ker poslovne stavbe glih nimajo vedno dobrega feng šuja. Naj bo to, sevanje s strani računalnikov, ki slabi našo avro in hkrati vam da tudi energijo. Tako da rdeč pomander za kakšen poslovni prostor je zelo fajn, ravno kot zaščita, pred negativnimi energijami. Zdaj, vprašanje, ki se pojavi, a ne, je, ali esence pomagajo, in med vsemi tistimi, ki ste že uporabniki esenc in ste označili, a esence pomagajo ali ne, sem vas vprašala, koliko močno ste čutili spremembe. In zdaj, se pravi 8% od vseh, ki ste izpolnili, ta vprašalnik, a ne, se pravi 64 vas je izpolnilo, je, da so esence presegle vaša pričakovanja, 36% pa, da so učinkovito rešile težavo. Potem vas je pa 43%, ki ste rekli, da so bile mogoče učinkovite, in pa 13%, ki ste rekli, ni bilo opaznih sprememb. In samo ena oseba je označila, da ni bilo čisto nobenega učinka. Pa dajte z mano potrpeti, ker bomo pogledali, kaj pomeni tale mogoče. Zdaj, na čustvenem nivoju je zgodba majčkeno drugačna, in sicer je pa 43% vas ocenilo, da so učinkovito rešile težavo. Esence so res primarno namenjene razrešitvi čustvenih težav, zato je tukaj ta odstotek malo večji, a ne, kot če na neko bom rekla, bolj splošno težavo ciljate. In spet 39%, da so bile mogoče učinkovite, in 9%, da ni bilo opaznih sprememb.
Tako da na mentalnem nivoju je pa zanimivo, je pa ta 46-odstotni delež, mogoče so bile učinkovite kar velik, 35% vas pravi, da so učinkovito rešile težavo, se pravi, skozi smo tam nekje majčkeno na polovici. In kaj pomeni, da esence mogoče pomagajo? Zdaj, več dejavnikov je, ki se dogaja ob tem, ko jemljete esence. Eno je, da se ob jemanju esenc zgodijo še drugi dogodki, ki vplivajo na situacijo, tako da ne morete reči, da so bile samo esence. In ja, nikoli niso samo esence. Namreč z esencami pride drugačna vibracija in ta vibracija pritegne drugačne odzive, drugačne situacije. Že s tem, ko vi se odločate za nekaj, ki se mogoče brez tega, da ste prej esenco 3 dni jemali, sploh ne bi odločili v to smer, ampak bi se v neko drugo, ne. Že tukaj je ta premik in če niste navajeni opazovati, če ne poznate sebe, res 100%, kako se običajno odzivate, boste zelo težko ugotovili, kaj je na tem, a so bile zdaj esence ali niso bile, a je bila to moja odločitev ali ni bila, a ne, tukaj se ta zadeva majčkeno prekriva. In dejstvo je, zdaj pač 10 let že delam z esencami in ugotavljam, da večina ljudi se ne zna opazovati. Se pravi, da ne znajo opazovati sploh tega, ker živijo v glavnem iz dneva v dan, nekaj se jim dogaja, niso čisto pri stvari vedno, a ne, nimajo nekih načinov, kako bi, ali pa tehnik, ali pa metod, da bi sami sebe spremljali in potem jemljajo esence, 3 tedne živijo normalno, kot da ni nič in potem jih vprašaš, a je bilo kaj drugače, ne vem, nisem niti opazil. A ne, tako da ta mogoče je vedno ima neko svojo težo v tem smislu, da se ga da razložiti. Potem lahko je, da so določene situacije, ki potrebujejo tudi več časa, da pride do spremembe. Če ste vi 20 let delali na en način, potem pa 3 tedne jemljete esenco in mislite, da se bo zadeva kar spremenila in da bo čisto drugačna in da bo čisto drugače, vas moram razočarati, da pač takšne čarobne palčke ni in tudi esence nimajo te moči, da bi v tako kratkem času naredile toliko veliko spremembo, ki bi nadomestila 20 let nekega pogojevanja ali pa nekih navad ali pa pač kolikor dolgo že pač traja, ne. In lahko se zgodi tudi, da določene esence, ki so jih ljudje uporabljali, niso bile ta prave, ali pa zelo velikokrat se pa zgodi, da mi mislimo, da rabimo na enem področju nekaj, esenca pa deluje na drugem področju. Se pravi, mi mislimo, da rabimo na enem področju, naš višji jaz in s tem pa inteligenca esence nam pa na drugem področju nekaj odpre, a ne. Se spomnim enega gospoda, ki je prišel k meni po esence in je rekel, da ga žena seveda poslala, evo, da ga je žena poslala in da pač mora eno esenco vzeti. In ker sem ga vprašala, kaj počne, je rekel, da je komercialist, sem rekla, sigurno bi si bil želel več prodati na svojem področju, pa s tem malo izboljšati prihodek, je rekel, ja, seveda, ne. In sem mu dala esenco za obilje. In potem je prišel čez kakšen mesec nazaj in sem ga vprašala, no, in kako, a je bilo kaj, bi rekel, nič se ni zgodilo takega na poslovnem področju, da bi lahko rekel, da mi je kaj pomagala več prodati pa to. In pol sem ga vprašala, pa je kaj drugega novega, ne, v tem mesecu. Je rekel, ja, edina stvar, ki je, da sem odprl svojo lastno firmo, svoj espe, o čemer sem razmišljal že par let, pa nikoli nisem imel dovolj poguma, da bi naredil ta korak. Tako da esenca ni naredila tam, kjer sva se midva pogovarjala, se pravi v poslu, v prodaji, ampak tam, kjer ga je srce klicalo, tam, kjer je že dolgo zbiral pogum, tam ga je potisnilo. In šele potem, ko sva to predelala, je rekel, a ja, saj to pa res, ne, to mi je pa res pomagalo. Tako da esence, ne, včasih naredijo kakšno drugo stvar, pa niti ne opazimo. Zato pravim, da ljudje, bom rekla, bolj slabo opazujete. Tako da ta mogoče, a ne, je lahko nekaj od tega, kar sem zdaj naštela. Torej, kako naprej, kaj potem delati s temi esencami, kako zadevo reševati? Zdaj, v pomoč pri izbiri esenca vam pripravlja prav en tak lep PDF z
z eno tako razpredelnico, kjer so vsa ta področja in pa naštete tudi tiste esence, ki na teh področjih delujejo in pomagajo, a ne. Tako da, in tukaj na naslednji strani potem tega PDF dokumenta so potem tudi natančna navodila, kaj narediti. Se pravi, kako področja izberete, kako jih potem, razporedite, kako potem pogledate, katere esence so primerne, a ne, vse to, je v tem PDF-ju, ki ga lahko snamete ali tulele na povezavi pod tem videom, oziroma v mailu, ki sem vam ga poslala. Izboljšave in spremembe tudi zahtevajo čas, a ne, se pravi, nič ne gre čez noč in tudi, ko delate spremembe na čustvenem nivoju, na mentalnem nivoju, na energetskem nivoju, sploh če delate sami, brez, podpore terapevta oziroma brez kakšnega dodatnega coachinga, a ne, potem seveda še dlje časa traja. Tako da, bodite potrpežljivi. Individualne mešanice, avstralskih esenc so tudi ena zelo super izbira. Jaz delam to zdaj zelo z veseljem, odkar delam tudi z avstralskimi esencami in sem naredila tudi, izobraževanja na tem področju. In sicer to je pa res prilagojeno vsakemu posamezniku. In ko pridete na individualno svetovanje z avstralskimi esencami, naredimo najprej analizo tega, kje ste, načrt tega, kam želite priti, in potem v bistvu tudi, ste deležni mojega spremljanja in coachinga v tem procesu, ko uporabljate esence, ampak spet morate računati, da to ni tako hitro, ker recimo vsaka mešanica se jemlje 14 dni do 3 tedne, da se stvari spremenijo. Potem, ko pridete spet k meni, pogledamo, vam pomagam, da ozavestite, kaj se je spremenilo, zato da ste pozorni, da lahko res zavestno začnete delovati in potem damo naslednjo mešanico in tako da imate res to podporo skozi pri sebi. In pa seveda, treba se je vedno, opreti na to, kaj so vaša prepričanja, pogledati, kako čustvujete in tudi spremeniti razmišljanje tam, kjer je potrebno. Tako da v pripravi so tudi delavnice na to temo. Tisti, ki me spremljate, ki ste na moji mailing listi, boste tako ali tako dobili ta obvestila. Tisti, ki še ne, pa vas vabim, da, na spletni strani lekarnazadušo.si poiščete tisti obrazec, kjer se lahko prijavite na mailing listo. In pa seveda, če še nimate knjige Zdravljenje čustev z močjo cvetnih esenc, je fajn, da jo nabavite, da jo imate doma, ker noter je opisano, kaj cvetne esence so, zelo poglobljeno, kako delujejo, na kaj vse delujejo, kako jih uporabljati, kako jih mešati, kako jih izbirati, in tudi najbolj podrobni opisi Bachovih esenc so, na voljo. Tako da, poti so, načini, kako priti do tega, da esence tudi delujejo, ne samo, da jih vi uporabljate, pa mislite, da bojo same od sebe nekaj naredile, ampak da so tudi učinkovite, so pač veliko zavestnega dela. Zdaj pri otrocih in živalih so ponavadi bolj učinkovite oziroma hitrejše delujejo, zato ker imajo tule manj megle. Naš mental je navajen in, natreniran, da je glavni in da dela in je zato vse ostalo potem malo v ozadju. In tudi če želite krepiti intuicijo, je del tega, da začnete svoj mental, reprogramirati, da začnete prepoznavati druge občutke, ki se dogajajo znotraj vas, in vse te stvari jaz razlagam ali na mojih seminarjih, delavnicah ali pa tudi pri individualnem delu. Tako da, upam, da vam je bilo v pomoč kaj od tega, da ste dobili kakšen aha moment, da ste začeli majčkeno drugače razmišljati, da vidite, da se da z esencami podpreti, in, vas vabim, da nekaj od tega, o čemer smo govorili, res izkoristite, a ne. Se pravi, ali da naročite esence, ki so res za tisto področje, v skladu s tem, kot so navodila v tem PDF-ju, ki ste ga dobili oziroma ga boste zdownloadali. Potem, da, se mogoče, če vseeno še ne zaupate sebi in če želite neko pomoč in če ste že probavali, pa vam ni šlo, oglasite pri meni osebno, da gremo individualno skozi. Naročite si tudi knjigo Zdravljenje čustev, zato da boste vedeli, zakaj se gre pri esencah in kako jih uporabljati. Predvsem pa začnite
poslušati sebe, delati na sebi, in to konkretno, ne samo tako, da imate informacije, ampak da res to začnete prevajati tudi v življenje. Lepo se imejte. Čau, čau.